kakšen šel čez obzorje. Je bil kar, je boljše zdaj. Furnir, breza, 1,35. Veter, evo ga. Bom pa lahko zraku. Lahko prenosil, moramo nekaj pojačati. Ko danes bo poletel gor, bom pa lahko z motorjem. Ja, tako sustainera imaš. Ne, v bistvu bo poletel sam. Ko boja. Palca pa spigan plek. Gremo do konca. Pa je tako narejen, da se da podaljšati, kadar je bicikl van. Tam on mehanizem spodja. To je. Malo tako, stlačen. Sem rekel, dajmo ga. Kak je lak je vor? Baza, pa dvokomponentna. Aha, 2K je. 2K. Zdaj pa lovil tudi ta obod. Ja, vse. Oldtimerski profil stav na pol metra. Zraku pa bolj stav. Ja, prvi polet, oziroma drugi polet. Leti se mi zdi zelo dober, profil zgleda, da smo zadeli prav, ker ta Sokol je bil namenjen osnovnemu akrobatskemu šolanju. Tako da, ko ga je Rasko konstruiral, oziroma tega mojega dela sem rekel, Rasko, naredi ga tako, da bomo tudi s tem leteli akrobacije. Tako da je Rasko ga naredil, nosilci so preračunani. Tako da ne še danes, ampak ko ga bomo uleteli, bomo s tem tudi osnovne akrobacije definitivno delali. Kar pa je redkost, za staroselci delati akrobacije, ko ne vidi, sploh s takimi rebrca pa... Povej še o motorju. Malo smo ga nadgradili, pa snimi tole, da pokažem. Evo.
Ok, prvi Sokol od Braneta je bil narejen čist po načrtu, tudi dizajn, barvanje je tako, kot so bile na parih originalnih slikah, ki so obstajale. Tega drugega smo naredili po istih načrtih, krila, trup, rep, s tem, da smo pa rekli, da ga bomo pa modernizirali, tako da smo vgradili v nos letala električen pogon, 3 kW brezkrtačni motor, ki ima tukaj zložljivo eliso. Tole se natakne, elisa se zloži. Bil je pa drug problem, ne? Se pravi, z normalnimi bicikli tukaj ni dosti prostora, tako da smo morali narediti posebno podvozje, povlačljivo, se pravi, tega se spet ni dalo kupiti, tako da smo morali narediti noter celo strukturo. Lahko še tole posnameš, Andrej? Ja, Peter. Razkotov mehanizem. Tole je pa zdaj custom podvozje, ki smo ga z razkotom skonstruirali, jasno, sprav za ta avion, ker se jih ne da kupiti sploh tacga, točno takega. Narejen je pa tako, da je v obeh položajih zaklenjen, se pravi, zdaj je v vlečenem položaju in je zaklenjen. Ko se dvigne, se tele ročke spet postavijo v položaj, kjer ni nobene sile na kolesa. Prenos smo naredili tudi za tako verigo. In čemu je pa to namenjen, da pač dobimo clearance od tal, toliko velik, da je pač dovolj prostora za eliso, tako da ta avion bo tudi pol z lastnim motorjem sam poletel. Radio se mi zdi, da je malo premodern za leto 47, ampak neki so imeli na radio. Ostale aparature, ženopier, varijo, hitrost, kompas, pa tale za center letenja, pa tako kot je bilo, pa kljubica za izpust. Evo, to je tudi narejen skel. Ta pa tudi, sedež tak kot je bil, palca približno nimamo nobenih slik noter, ampak nekje tukaj je bila. Tako da evo ga, imamo kompleten skel celega aviona. Alenko, dober dan. Okrog malo pozdraviti. No, tukaj stojimo pred modelom OKT. Model je maketa jugoslovanskega pravega letala, ki so ga izdelovali v Vršcu. Tale tukaj konkretno je merilo 1:2 in sicer je razpetine 7,5 metrov, cirka 24 kg. Kot ideja je prišla na plan med 2-3 kolegi iz kluba. Želja je bila, da se predstavi avioni iz bivše Jugoslavije, ki so jih takrat izdelovali po celi Jugoslaviji. Tale konkretno bo danes imel krstni let, tako da bomo videli.
Piše pa... Leti štima, to leti, kako kot makalica leti. V zidu obrni. Ja ti psa posodem, da psa. Fanti je slikat, sem se dela pito. Pito kula, da so še une strici zadnji. Tu ga imam. Evo, zdaj šel pa se z motorjem. 3, 4, gremo motorček. Nogi. K nogi. In to desni. Pito, pito.